Jezuiti se danes spominjamo godu mučencev, ki so dali svoje življenje v Indiji. Eden izmed njih je Janez de Brito, tudi Rudolf Aquaviva in še kar nekaj njunih tovarišev. Za svetnike so bili razglašeni leta 1893. Bomo po evangeliju o Janezu de Britu slišali kakšno besedo o njegovem življenju. Molimo. O Bog, za širjenje katoliške vere v Indiji si z nepremagljivo stanovitnostjo utrdil svoje blažene mučence Janeza, Rudolfa in tovariše. Ko se spominjamo njihovega mučeništva, nam podeli, da bomo po njihovem zasluženju in priprošnji posnemali tudi zglede njihove vere. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, niste se približali dotakljivi gori in gorečemu ognju in mraku in temi in nevihti in bučanju trombe in glasu besed, ob katerem so tisti, ki so ga slišali, prosili, naj se jim ne govori nobena beseda več. Približali ste se marveč gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu in tisočem angelov, svečanemu zboru in zboru prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku vseh, in dušam pravičnih, ki so dosegli popolnost, in sredniku nove zaveze Jezusu, in krvi kropljenja, ki govori glasneje ko Abelova kri. To je Božja beseda. V Božjem svetišču smo bili uslišani. Gospod je velik in vse hvale vreden v mestu našega Boga. Njegova sveta gora, prekrasna višina, je veselje vse zemlje. Vzvišena Sionska gora je mesto velikega kralja. V njegovih močnih utrdbah nam je Bog varna obramba. Kakor smo slišali, tako smo videli, v mestu Gospoda vsega vesoljstva, v mestu našega Boga, Bog, ki ga utrjuje na veke. Smo bili uslišani. Spominjamo se tvoje milosrčnosti sredi tvojega svetišča, Gospod. Tvoje ime in tvoja hvala sega do kraja zemlje. V Božjem svetišču smo bili uslišani. Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus poklical 12 ter jih začel pošiljati po 2 in 2 in jim je dal oblast nad hudimi duhovi. Naročil jim je, naj ne jemljejo na pot nič drugega kakor le palico,
ne kruha, ne torbe, ne denarja v pasu, ampak naj imajo sandale na nogah in naj ne oblačijo po 2 oblek. In govoril jim je: kodarkoli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete od ondod. In če vas kak kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in otresite prah svojih nog v pričevanje zoper nje. In šli so ter oznanjali pokoro. Tudi mnogo hudih duhov so izgnali in mnogo bolnikov so z oljem mazilili ter jih ozdravili. Kristusov evangelij. Danes se predvsem jezuiti spominjamo godu več mučencev iz družbe Jezusove, ki so bili umorjeni v Indiji zaradi izpovedovanja vere. Janez de Brito je eden od bolj znanih v tej skupini. Rodil se je leta 1647 v Lizboni, bil je sin kraljevega namestnika v Braziliji, 9-leten je bil sprejet za paža prestolonaslednika. Na priprošnjo svetega Frančiška Ksaverja je čudežno ozdravel in želel postati misijonar po njegovem vzoru. 15-leten je vstopil k jezuitom in bil eden boljših učencev. Zaprosil je, da bi smel v misijone. Dovoljenje je dobil, a domašniškega posvečenja je moral čakati doma. Šele 26-leten je mogel oditi v Goa v Indiji, kjer je dopolnil svoje študije. Tam so ga nagovarjali, da bi sprejel profesuro, a je odvrnil: nisem prišel v Indijo po znanstvene lovorike, marveč po mučeniško palmo. Najprej je v raznih predelih Indije neutrudljivo stregel bolnikom v nevarnih nalezljivih boleznih, nato je začel živeti kot indijski spokornik in kot tak imel pristop k različnim kastam. Leta 1686 je tvegal pot v kraljestvo Marave, vzhodno od Madure, kamor je bil misijonarjem takrat vstop prepovedan. Ko je pokrstil 2000 Indijcev, so ga zaprli in strahovito mučili, vendar ga je kralj izpustil in mu dovolil oditi v Evropo, kamor ga je klical pater provincial, da bo misijonski prokurator. Portugalski prestolonaslednik ga je nagovarjal, naj ostane v Evropi, a se je kljub temu vrnil v kraljestvo Marava in krstil še nekaj 10 000 ljudi. Krščeval je ponoči, spet so ga zaprli, mučili in leta 1693 obglavili. Med blažene je bil prištet leta 1853, med svetnike pa leta 1947. Je eden od tistih, ki so Jezusovo poslanstvo vzeli zares, ki so zanj dali življenje. Kot smo slišali v današnjem evangeliju, Jezus pošilja, da bi oznanjali spreobrnenje, da bi oznanjali pokoro. Janez je veliko ljudi krstil, pa naj bo tudi nam zgled, da bi živeli za svojo vero, da bi tudi mi znali se vedno znova spreobračati nazaj k Gospodu in da bi morda še koga pripeljali k Gospodu.